Dober večer. Hvala mladenki za izvrsten koncert. Hvala Marjo za predstavitev. Predstavim se kot oče, mož, oče, dedek in v tej luči bom danes tudi govoril. Sem oče 4 otrok, v starosti od 21 do 31 let, 2 punci, starejši sta že odšli od doma, 2 fanta, 21-23 let sta še doma. In pa dedek 3 vnučkom, 2, 4, 6 let starim. Glejte, če pogledamo eno ladjo v pristanišču, pred pristaniščem naredimo en tak valobran in ladje so tam privezane ob pomol, nežno se zibljajo sem in tja in morje v pristanišču je skoraj vedno mirno. Ni valov, samo zunaj, iz pristanišča lahko divjajo viharji, a ladja se nežno ziblja v pomol, nič se ji ne more zgoditi. Ampak, a so ladje narejene zato, da so privezane v pristanišču? A so zato, da jih imamo lepo varno pospravljene v zavetju pred viharji, pred nevihtami, pred tegovami na morju? Ladje so zato, da prevažajo tovor, ladje so zato, da prevažajo potnike, ladje so zato, da pač upravijo nekakšno poslanstvo tazga, ki ima ladja. Kaj pa naši otroci? A so zato, da jih imamo varno, lepo pospravljene doma, v naročju naših družin in da ne odidejo iz varnega pristana. To nam se je začelo v zadnjih letih predvsem množično dogajati. Papež Frančišek je napisal celo 7. poglavje nam staršem in pravi, da smo starši, pa bom rekel zdaj očetje, pred velikimi izzivi. Odgovorni smo, pravi papež Frančišek, za moralni razvoj svojih otrok. In ta moralni razvoj bo dober ali slab. In to, pravi, naj sprejmemo kot neizogibno nalogo, jo ozavestimo, navdušeno, preudarno in stvarno izpolnimo. Tole nalogo, to odgovornost za moralni razvoj otrok. Sprejeti nalogo očeta, sprejeti nalogo tistega, ki postavlja meje, sprejeti vlogo tistega, ki je trden v zakonu, tistega, ki ne odide iz zakona, tistega, ki, če grem s svetim Pavlom v 1. pismu Korinčanom, ki je buden, ki stoji trden v veri, je možat, je močan in naj se pri njem dela vse iz ljubezni. Taki kratki, odsekani stavki nam jih je sveti Pavel dal, kot da je to naročilo očetom, kot da so to nekakšna, bi rekel, skoraj vojaška povelja za očete. Budni budite. Možje smo, kot da bi bili na obzidjih in da je treba barbare izgnati iz naših mest, iz naših hiš, bomo rekli. Ampak ni tako, da barbare, ki danes niso več taki barbari, da bi pravzaprav udirali preko obzidij, jih pravzaprav kar sami spustimo v naše dnevne sobe, preko širokopasovnega optičnega kabla, kjer imajo naši otroci dostop do najbolj perverznih vsebin na internetu. Stojimo naj trdni v veri, naj se odločimo za Jezusa, za osebno vero, za predati svoje življenje Gospodu in to predati tudi naprej otrokom. Pravi, možati bodite naprej. Odložimo telefon, spravimo se s kavča, zmignemo se, otroci nas rabijo, hčere nas rabijo, sinovi nas potrebujejo. Bodite močni, pa v ne tistem mačističnem smislu, švarcenegrskem smislu, ampak v notranjosti, v svojem značaju, v integriteti, v svoji zvestobi resnici in tudi v zvestobi svoji lepotici. In da prevzamemo odgovornost za vodenje družine v skladu z Efežani 5. poglavje. Mama pa prinaša nekaj drugega, nežnost, toplino, zavetje.
trojno maternico sem nekje slišal, lejte, mati nosi otroka 9 mesecev, naveže se na njega, bolj kot oče. Naš človeški mladiček je še nedonošen, še ga je treba približno 1 leto imeti nekako simbolično v drugi maternici, v naročju matere. In potem mati naredi dom, toplina doma, simbolno rečeno 3. maternica. Mati je tista, ki otroke veže k sebi, je nežnost, je toplina. To je naloga matere, normalna naloga matere. Mi pa smo zato, da brcnemo otroke v svet, da jih poženemo v svet, da jih usposobimo za ta svet, za viharje tega sveta, ne za mirno morje. Če bomo usposabljali samo za mirno morje, to zna pravzaprav vsak plut. Vsak zna verjetno v miru vrteti tisto kolo, no, majčkeno pretiravan, pesniško še nisem nič nobenega plovila vozil, pa vendar, če bomo pripravili otroke samo za mirno morje, bodo naleteli na viharje, prav gotovo, v življenju so viharji in bodo nasedli, če jih ne bomo usposobili. Če pa jih bomo usposobili za viharje, bojo znali tudi v mirnem plut. Torej, oče je tisti, ki pripravi otroke za viharje. Prvo pa se oče potrudi, da gradi odnos. Tudi papež pravi, omogočiti treba otroku očeta in mater. Pa ne samo vsako ljubezen posebej, očeta recimo enkrat na 14 dni za en vikend, ampak da omogočimo otrokom tudi odnos med njima, da otrok vidi, kako se dela družina, da vidi očeta, mater na delu, očeta na delu, kako gradi odnos z ženo, kako neguje ženo, kako ji da z vsako potezo vsakodnevno vedeti, kako zaželena in kako ljubljena je, da bo sin to nesel v svet, da bo poznal dekletu pokazati. Zdaj le govorim mečkam bolj z očetovskega vidika. Moja žena bi po moje čisto kakšne druge poudarke dala. Moški se mora boriti, da ostane v odnosu. In velikrat moški pravzaprav šlevasto odidemo, namesto da bi se borili vsakodnevno za dober odnos z ženo. Namreč lažje je oditi za neko kemijo. Veste, kemija sama deluje. Velikrat pravimo, zdaj med nama ni več kemije in kar odidem, pa iščem zdaj drugo kemijo. Ja, za kemijo iti je lahko. To je pravzaprav kemijsko gledano, jaz sem tudi malčkan farmacevta, kemijsko gledano se reakcija sama zgodi. Kemija se sama zgodi, za odnos z ženo se pa treba vsakodnevno garati. Moja kolegica Vilma Siter je rekla, romantika je v redu, ampak pol je pa treba delati. Očetje so tisti, ki otrokom tudi omogočajo izkušnje. In sicer trde izkušnje, take izkušnje, da bodo znali pluti tudi po viharnih morjih, tudi v nevihtah. Ena izkušnja je, naj bo kar izkušnja hoje, padcev in pobiranja. Tistih malih otrok, veste, ko jih namontiramo v vozičke, močno obložene, in otrok je namontiran v voziček in ima samo en takole pogled. Prijeti se ne more ničesar, past ne more nikamor. Če ima srečo, mu porinemo mu nekaj v roko in se potem s tistem igra. Drugače pa brezdelno, brez vsega opazuje svet v enem zelo zoženem zornem kotu. Stran z vozički sem enkrat pisal, pa to ne mislim čisto dobesedno, ampak vendar, stran z vozički otrok po 2 letih zna že hoditi. Primimo ga za roko in podimo z njim v gost in pustimo ga, da se dotakne iglic, da vidi, da pikajo, da se dotakne palic, da jih pobere lahko, da opazi, da se ene palce lahko pobere, ene pa ne, korenine namreč. In pa damo mu tudi možnost padcev, da pade, da se zavali, ne da se ubije, da se poškoduje. Ampak vendar, da pade in mirno ga gledamo, kako se pobira, ker se mora tudi naučiti pobirati, past in pobirati. To je namreč pomembna življenjska izkušnja, da padaš in se poberaš, fizično in tudi sicer v življenju. Pustimo jim izkušnjo samostojnosti. Mali otroci vpijo, sam. Gledam zdaj svoje vnučke, saj sam nisem bil tako pameten za svoje otroke.
Zdaj mi je lahko tole zapakirati. Treniral sem na 4 otrokih, zdaj pameten bi bil pa na 3 vnučkih. To je lahko, ne? Pa še zdaj moram se mečka nazaj držati, da nisem preveč pameten. Izkušnja samostojnosti. Vidim, vnučke vpijo sam. In mu treba pač stol. Če bi rad pomival, tle imaš stol, pomivaj. Pustimo mu naj pomiva, dokler še rad pomiva. Pri 18 bomo pa hoteli, da pomiva, pa pri 15, 16, 17. Pa nav jo hoteli. 3-letniku, ki pa bi mu pa ne omogočimo, recimo, pomivanje posode. Zanj sem videl vnuka na delo, pridem domov, pomiva posodo. Noro. 4-leten vnuček pomiva posodo. Fajn. Izkušnjo dela. Dajmo jim izkušnjo dela. Karel Gržan je rekel, ker otrok zmore, mora. 3 kratke besede. Jaz sem si jih namontiral takrat v glavo. Moraš, zmoraš, pravi, to je božja pedagogika. Bog ti je dal talente, kar uporabljaj jih, s tem se ti bojo razvijali, vedno lažje boš delal, če ti pa kaj ni jasen, jaz sem tukaj, s teboj sem, blizu sem. To je izkušnja vnuka, očeta, otroka, očeta, tudi matere. Zdaj le skozi govorim v tem očetovskem vidiku. Izkušnje učenja iz napak. Lahko je oče biti pameten, ne? Moj sin ima eno izkušnjo, je lepo delal eno ladico, je šniclo, veste, po domače rečeno, rezljal je, pa je naredil eno ladjo in ta ladja je bila tako spodaj 4 oglata. Oče pride mimo in pravi, to jaz ne, pravim, ta ladja je pa tako malo preveč 4 oglata, nareže dobro vode. Saj jaz ne bi znal tega narediti drugače, ne? Pameten sem pa lahko tako delač. In me pogleda mali gor, pa pravi, se še učim. A si ti že vsakič prva stvar naredil prav? Sem rekel, še nobene stvari nisem že prvič naredil prav. Sem šel takoj blog pisati, 2 načela mi je dal, ki jih je treba tudi v poslovnem svetu upoštevati, načelo postopnosti pa načelo napak. Dovoljenje za napake, načelo dovoljenja za napake. Očetje moramo biti tisti, ki omogočamo otrokom hrepenenje. Zanj sem poslušal, moj otrok je star 6 let, pa ima 6 koles. Gospod predavatelj, kako naj mu omogočam hrepenenje, ne hrepeni po ničemer več. Gospa, ne morete. Ne moramo omogočati hrepenenja, ker dobi vse, prede si zaželi. Raven to pa je hrepenenje. Da hrepeniš, zdajle, ko bo Miklavž, da celo leto hrepeniš, da ti bo Miklavž nekaj prinesel. Ne, da ti celo leto nekdo nosi, imaš rojstne dneve in ko ima tvoj bratec rojsten dan, še tebi prinesejo, da ne bo slučajno kaj užaljen. Potem pa pride Miklavž z ene, pa z druge strani, pa pride Božiček z ene, pa z druge, pa tretje, pa četrte strani, pa pride pa še v službi, pa atu, pa imam dedek Mraz. In na koncu imamo goro enih kitajskih igrač, ki ne vemo, kam bi jih pospravili. Pustimo jim hrepenenje. Otroci radi hrepenijo, mladostniki radi hrepenijo. Če jim vzamemo hrepenenje do stvari, jim nimajo izkušnje hrepenenja tudi do ljudi, ne, tudi do dekleta, tudi do fanta, ne. Pustimo jim izkušnjo napora, da zašvicajo, da se potrudijo, Lejte, pri skavtih pravimo, koliko skavt zmore, ne, se takole šaljivo pogovarjamo. Skavt zmore, pravimo, 2-krat toliko, kot sam misli, da zmore, in 10-krat toliko, kot mama misli, da zmore. Očetje smo pa najbrž nekje vmes. Napor je povezan z zadovoljstvom. Ni napora, ni zadovoljstva. Večji napor, večje zadovoljstvo. Pustimo otrokom, da se pomatrajo. Pustimo, da gredo z nami, recimo, na nekaj dni, za neke ture, da švicajo, da so lačni, malo žejni, v negotovosti, kje bodo danes spali. Pojmo, pošljimo jih v svet, da vidijo, da je svet varen. Brez nekih varnih hotelčkov, kakšnih gostiščin, prenočiščin in tako naprej, v naravo, da jih je malo strah po noč. Vodimo jih v izkušnjo kreativnosti in praktičnih izkušenj. Kreativnost in kar vzamemo. Poglejte, te hiške plastične gledam po vrtovih. Pomeni, nekje so zdizajnirali, na Kitajskem so naredili, sem pripeljal Atašev na vse 4 prebral navodila, postavil hiško, na otrok, zdaj se pa igraj. Zakaj pa?
V čem je pa fora? Pa enkrat not zleze, pa enkrat ven, pa je konc. Proces je važen. Načrtovanje, iskanje zavezništev, prijateljstev, da bomo to skupaj timsko delali, da se nauči že v mladosti timskega dela, da samo materiale zrihta za neko hiško, da sam žaga, da se po prstu udar skladvam, da ima malo potovčena kolena, da malo kople tam nekje v gozdu, na vrtu naj kople, kjerkoli, le naj more naj kople. In ko bo hiška gotova, bo rekel, v redu, kva smo dobri, zdaj imamo hiško na tleh, zdaj gremo pa na drevo hišo delati. To je pa že malo večji izziv. Ko bo pa na drevesu, gremo pa še pod zemljo kopati, da se še tega naučimo. Pustimo jim proces, nekončni rezultat. Pustimo jim, pa omogočimo jim, očetje in matere, reševanje problemov. Zdaj se kar uveljavil nekaj izraz curling vzgoja. Veste, tisti šport, ko tako nekako pometajo pred enim kamenom, en tak zimski šport je po ledu, vržejo kamen in potem dva pometata. Kot da bi odstranjevala vse ovire. Kot da smo starši zato, da pred otrokom vse ovire odstranimo. Ne pustimo jim, naj naleti na problem, naj se loti reševanja problema, še nastavimo mu rajš kakšnega, kot pa da mu jih odstranjujemo. Taki, ki bo zmogel. Se nas Gospod ne preobremeni preko mere, tudi otroke ne. Pustimo jim in omogočimo jim prevzem odgovornosti. Kam ste se pa vi vpisali? Se mame pogovarjajo. Ja, kdo se je vpisal zdaj? Otrok ne se vpiše. Otrok ne prevzame odgovornost za svoje šolanje. Otrok ne izvede tudi akt vpisa. Kaj? 15 let star otrok ne ve, kako mu je ime, ne ve, kdaj se je rodil, ne ve, kako je mami ime, kako je ato ime, kje smo doma, kaj je ata po poklicu, kaj je mama po poklicu. To je pa najbrž vse, kar rabiš za vpis. Če ti pa kaj ni jasen, bo pa še po mailu poslal. Pustimo jim, naj grejo sami v pisarno, pa se vpišejo. Jaz dam nekaj na to simbolno govorico, v tem primeru tudi vpisa, sam sem se odločil in sam sem se vpisal na to šolo. Samo primer. To gre potem naprej, ne? Mame zdaj že hodijo na dneve odprtih vrat na fakultete, se že vpisujejo na mesto otrok na fakultete, izpolnjujejo na formularje za vpis na fakulteto, zahtevajo govorilne ure pri profesorjih na fakulteti. Se pravi, če tako rečem, otroci imajo verjetno že ene pri 18, 19, morda že 5 let spolne odnose. Vpisati na fakulteto se pa še ne znajo. Pa stanovanja na morju, apartmaja, sem enega očeta poslušal. Mi dva s punco bi šla na morje in se je oče takoj šel na internet, apartmajčki, to gor je računal, kakšna hrana, kakšni so pogoji. Da se boste pa usedla v očetov avto in odpeljala imeti spolne odnose na morju. Ata bo pa vse zrihtal in verjetno tudi plačal. Tole pa nisem vedel, ampak morda tudi plačal. Pustimo otrokom doživljanje narave, peljmo jih ven. Zdaj sam še drajsajo po telefonih. Otrok, pravi Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti iz Nove Gorice, otrok ne sme biti lastnik pametnega telefona. Pika. Kaj to pomeni lastnik? Da ga ima stalno na razpolago. A veste, velike neumnosti so na internetu. Smo imeli priložnost gospoda Petra Topiča poslušati, kakšen dan nazaj. Pustimo jim, omogočimo jim izkušnje otroštva. Na valeti, 14-letne deklice se nenadoma prelevijo v 30-letne dame na pol gole. Kome čakajo, da tista ceremonija na šoli mine in gredo na after party v svet morskih psov. Oče je tisti, ki reče, na after party pa ne bo šla. Skupaj z družino gremo na eno veliko porcijo sladoleda, tako, kot še nikoli nismo imeli. In ko to pri prvem otroku uvedeš, je za druge otroke to standard in je. Ampak oče je tisti, ki reče, zato ker ne želi ranjenosti
te 14-letne deklice v zavetju raznih after party lokalov. Še malo o detkih, če sem že dedek, ne? Detki, se moramo pa naravnati, a kakšen dedek že? Kakšen? Nobenega. Ja, je eden dedek. Ok, na YouTube detke računam. Detki, se moramo pa mečkaj naravnati na ponižnost. In vzeti si čas, da greš z vnučkom, da hodiš 800 metrov, uro pa pol, v 1 uri pa pol jaz pridem 15 km delač, z vnučkom pa 800 metrov. Ampak kaj takrat? Sva z vnučkom krepiva odnos. Na Bled se pelava z vlakom, zato ker je vlak drama za 4-letnega vnuka. Drama. In mu pustim karte, da jih on kup in da jih on pokaže sprevodniku, ponosen, in sprevodniki so navdušeni tudi. Da so tuneli, ki še ni videl, da so račke, goske, labodi, da je plavanje, da je čoln, da je grad, da je dedek cel dan. In potem še par let govori o tem. Puste detki one igrače kitajske. Lahko je to trgovina pa reči, da 10 evrov, 20 evrov. Čas, dajmo. In kar pozabimo na tisto neumnost, ko si pa v penziji, pa vse imam, sem časa nima več. Imamo čas. Poiskati si ga je treba za otroke, za vnučke. In mi, tasti, smo postavljalci meja. Ko živimo lahko v istem stanovanju, smo mi tisti, ki zarišemo mejo. Dokje je zdaj naše, dokje je pa vaše, dokje je naša entiteta in odkje naprej je vaša. In da se zmenimo za spoštljivost, da se zmenimo za navade, da se zmenimo, kako se bomo kako bomo k drugem recimo hodili na obiske, in da to besedo tudi držimo in da ohranjamo tasti tudi tašče na distanci od mladih. Od prevelike proaktivnosti do mladih. Dedki smo povezovalci družine. Prenašamo lahko preko generacije. V 3. generacijo imamo priložnost prenesti življenjske izkušnje, vrednote, vero tudi. Marsikdo je že povedal, preko babice, preko deda sem dobil vero. Babica me je naučila moliti. V krizi sem se obesil na oče naš od stare mame. Mi smo ohranjevalci lahko družinskih tradicij. Pokazati korenine, iz tle izhajaš. Če imamo cajt, pa se lotimo družinskega drevesa, da je otrok nekam vpet, da ni kar parleto iz nekje. Da so bile generacije pred njim in da bodo generacije tudi za njim, da dobita občutek več generacijskosti. Da pokaže mladim, da dobro delajo, ne da sam kritizira. Ker smo bili mi takrat, toliko let nazaj, glih taki, samo da tega nočemo priznati, pa veliko smo se naučili, zdaj bomo pa kritizirali mlade, ki se želijo tudi naučiti. Da jih takrat pohvalimo, pa če kdo pride po kakšen nasvet, da mu ga damo, drugače pa ne. Da izkazujemo naklonjenost tudi možem in ženam od otrok, da jih pohvalimo. Nisem zgubil hčere, hvala Bogu, še enega sina sem dobil v življenje. Wow, noro. Da smo tudi ljudje duhovnega vpliva, da spremljamo družine otrok, da jih pohvalimo, ko delajo prav. In potem na koncu, ko čisto nič več ne moremo, da smo priprošniki v molitvi. Da prosimo za vnuke, da prosimo za otroke, da prosimo za njihove družine. Jaz sem zelo vesel papeža Frančiška, da nam je dal tole spodbudo. Veste, zdaj beremo te spodbude, imamo podčrtane te spodbude. In so razumljive tudi nam, pravzaprav laikom, in ne rabimo pravzaprav kakšnih posebnih prevodov. Zavedam se, vesel sem, da papež piše tako, da ga lahko tudi sam kar direkt razumem. In vesel sem, da so tele jubilejni 50. Nikodemovi večerji posvečeni radosti ljubezni. Hvala lepa.